Torej, to so vsi referenti prvega panela, zato vabim poslušalce vprašanjem. Ja, hvala. Nasmejte za mir. Moje starosti, ampak jaz sem zelo vesel, da smo po tolikih desetletjih spet pregozdali. Torej, glede kolegice Remec, a se ona spomni mogoče, kaj je to za ena snov, kako je že rekla, samo ne znam včarega, žveplov, kako ste že rekla, žveplov, oblenec, ne? Jaz sem tega izraza, če se prav spomnim, sem ga najprej pri Vrtovcu zasledil. Ampak danes se tem nekako drugače reče, ne? Kaj je to žveplov dioksid, ali kaj? Ampak ne bo, dioksid je samo, mora biti še žveplov. Zato, če to bi bilo dobro za objavo, najdete sodoben slovenski izraz, to sem tako mimo grede, potem bi se spomnim glede teh akcij gozdarskih in to naprej, ko so morali čistiti. Včeraj zvečer sem govoril z akademikom Mitjo Zupančičem, ki ima zdaj 91 let. On je pravzaprav po osnovni izobrazbi gozdar. In največji problem je bilo, ko so to drevje podirali, da so sekali v višini prsi, kot danes Romi na Dolenjskem. In tu so se potem gozdarji zgražali in tu so, še danes so gozdarji prepričani, da je bila takrat povzročena ena izmed večjih škod, ker je bilo to nestrokovno sekanje. Morate računati, takrat ni bilo motork, bile so te lodske, kot smo rekli, dvoločne žage in tako naprej. Tako da dejansko je bilo to veliko ideologije, pa zelo malo znanja. En tak tipičen primer je ravno ta borov prilc, za katerega so ugotovili, da ko se razmnoži do določene stopnje, sam sebe uniči. So bile pa to velike akcije. Moja tašča, ki je bila študentka na medicini, je hodila na Kras čistiti ta borov prilc, ki je pa zelo zoprno delo. Se pa spomnim še kot otrok, koliko je bilo tega borovega prilca na Krasu. To je bilo res nekaj grozljivega za pogled. Potem je načela še eno zelo zanimivo vprašanje, mimo grede kot učitek v nemški šoli, namreč mene silno muči, zakaj je, pa nisem nikoli znal to odgovor, zakaj toliko sovjetskih Nemcev prišlo k nam kot gozdarski strokovnjaki. Ker stari Šolmajer je bil na primer sovjetski Nemec. Ne vem, če ni bil tudi Hofnagel sovjetski Nemec. Tako da sovjetski Nemci so dejansko pri nas, ampak to v pozitivnem smislu vplivali na naše gozdove in se ga tudi v veliki meri reševali. Vse ne vem, če ni bil celo tudi Gredar sovjetski Nemec. Torej, to je nekaj tukaj v ozadju, ampak jaz imam vedno občutek, da je bila tukaj neka borba med starimi pa med mladimi, ker sovjetski gozdarji so se v glavnem začeli uveljavljati šele potem pred letom 900, po letu 1900 in ravno prej, ko je že bil omenjen inženir Šivic. To je bil tak nacionalizem v teh akcijah, da to človek sam Starvikov bere, zlasti v 30 letih 20. stoletja. Potem imam še, načela je tudi eno zelo pomembno vprašanje, to se pa z Boštjana Manko večkrat premljevala. V vseh prirodoslovnih znanosti ali pa dejavnosti je bilo gozdarstvo najbolj ideološko pri nas. In to je zanimivo vprašanje, ker ne vem, če se je kdo še lotil. Torej, ene izmed nalog gozdarjev je bila na primer prikrivanje gozdov po vojni pobitih, teh grobišč. In jaz se spomnim, ko so bili naši krasoslovci pripovedovali, da ko so dobili podatek o novi Inštitut za raziskovanje Krasa, ko so prišli na teren, ko so zvedeli za novo jamo, ki niso imeli pojma prej o njej, preden so razložili štrike pa vrvi, so bili tam že policaji, ker so gozdarji pa vedeli, da je pač jama polna kosti in so obvestili policaji, da so jih prehodili. Pa ne nazadnje se spomnite tudi visoke vloge, saj v mojem času inženirja Winklerja, ki je bil tudi profesor na gozdarski fakulteti pa šef univerzitetnega komiteja. To je tle bilo dejansko, je bila gozdarska stroka, bi rekel, od vseh naših strok najbolj ideološka. Potem pa še,
glede Željkotovega referata, vse to sem že Željko ti večkrat povedal, če berete Slovenski narod okrog 1880, ko se na veliko začne izkoriščenje gorenjskih gozdov, ki je gorenjska železnica, če bi tam jezik spremenili v današnjo slovenščino, to so taki opisi uničevanja gozdov, pa prav uporablja se izraz kisodež, da mislite, da berete sodobne članke. Tako da to je bila ena taka zelo zgodna, vsaj po mojem branju najstarejša akcija upozarjanja kemije oziroma teh kmetijskih stvari, takrat so seveda krivili železnico na gozdove. Tako da se to pravzaprav še kar razmeroma zgodaj ta ekološko zavedanje. Tam nekje mora biti okrog 1880 in če kdo to ima veselje pa čas, mu priporočam to branje. Hvala lepa. Hvala za ta zelo zanimiv komentar, dr. Granda. Ima še kakšno vprašanje, prosim? Ja, moje ime je Nika Humar, prihajam iz biotehniške fakultete, ki ste govorili o detektivu. Mogoče ga treba postaviti samo v luč. Gospod Miller je leta 1948 dobil Nobelovo nagrado za medicino za aplikacijo odkritja DDT-ja. Torej, v bistvu za medicino, torej, tak pozitiven na luči je bila. In prva knjiga, ki je res opozorila, to je pa Rachel Carson napisal pač Silent Spring, ki je prvi pozoril recimo na problem sklopljenja DDT-ja. Ampak ok, da je to do nas prišlo pa še trajalo. Pa mogoče samo, po mojih podatkih je bila prva ekološka pravda v Sloveniji 1921, ko so čebele pocrkale DDT. Zaradi rudnika Sitarjevec, ker so in so se tožili in je bila uspešna pravda. Torej, ja. Ampak tako samo tisti, oni se hvalili, da je prva ekološka pravda. Udobljeno. Ja. Če smem samo nekaj dodati, DDT je bil tudi zelo pomemben pri uničevanju malarije. Ja, si zato je dobil Miller. Zato je dobil Miller. Ne, po drugi svetovni vojni. V bistvu, če pogledamo, so teorija pravi, da torej, Američani se hvalijo, da so zato zmagali na Tihem oceanu, ker so bili vsi vojaki prišli za DDT-jem. In imajo tudi te toksikološki podatki že z tega časa zelo dobri. Torej, 2 na milijon sta umrla zaradi posledic DDT-ja, pretirane uporabe. Ocena pa je, da so pa 200 000 na milijon pa rešili, ker niso zboleli za malarijo. To je, ali pa niso nekoliko posledic. Tako da, taka kruta statistika, ne, tako mislim. Zanimivo, hvala. Še kdo kakšno vprašanje? Mi lahko poveste, to, kar so včasih, jaz se več spomnim, sem bil povsem prenehen, pri vojakih vojake posipali, po mladinskih delovnih brigadah si moral tudi spodnje hlače odmakati, pa tako naprej. A je to bil tudi DDT, ali je bilo to kaj drugega? DDT so prepovedali v Jugoslaviji, mislim, da tam okrog 68 leta. Ja, ne, to je bilo prej, pa so najbolj Zagotovo. Ja. Je bil. To se zelo dobro spomnim tega, to je bilo, kako bi rekel, kot potem, ko se je DDT pojavil, je bilo kot pol penicilin, ne, DDT vse reš, pa je pa penicilin vse rešilo. Jaz se zdi, da je v 70-ih letih šele bil prepovedan, ker je pač dejansko uradno so razglasili konec malarije po 70. letu. No, se pravi. Ja, 10. Ne, pa spet je treba vedeti, za katero področje je bil prepovedan. Za eno področje je bil uradno prepovedan šele z uvedbo direktive o biocidih v Evropski uniji leta 1998. Torej, potem so se smeri učile, ali je šlo za... Če pa vprašate rastlin, te, ki se pokvarjajo z čistilnimi napravami, torej, ki imajo predvsem domžale, pa tudi, ki imajo tako dobro rešen monitoring, še danes jim pridejo stvari odpadne vode, ki jih ljudje zlivajo, ki so bile prepovedane že 80 let. Torej, še danes imajo ljudje tako navado, da se pač dilučen izdabec sluša pa poruša. Enostavno. Ja. Še eno vprašanje za Meto, ko si omenjala to pač ideološko podstat pritepenci Zahoda. Vem, da po drugi svetovni vojni, kar sem gledal iz drugih konotacij, sta bila označena dva pritepenca iz Zahoda, sta bila koloradski hrošč,
pa jazz glasba, ne? Torej oba velika škodljivca. Ampak tisto, kar je bilo v nekaterih poročilih navedeno, ki seveda so s kontra to ideološko konotacijo, da ne bomo koloradskega hrošča pregnali, če imamo preganjanje sem tam, do je štajerski konec, če imamo samo pri nas, Hrvati pa tega nimajo predpisanega. Ali si v teh poročilih, ki niso ta propagandistična javla, našla tudi to, vemo, kje imamo gozdarske komplekse, ki se vlečejo tudi proti Hrvaški. Torej, da ti si poudarila to propagandno konotacijo proti Italiji, če imamo kje v kakšnih pa drugih dokumentih, ki pa niso toliko za propagandno rabo, pa to, ali bomo samo v Sloveniji to delali, ali bomo to sprejeli na celotni državni ravni. Torej, pritoževanja so bila stalna, ne? Ker tudi če so torej na naši strani Krasa zatirali, na italijanski strani in na hrvaški recimo to ni potekalo usklajeno. Potem so pač lokalni gozdarji javljali, da so očistili neko območje, stvar se je potem sploh z italijanske strani spet pač naselila, s tem, da je bil še problem dvolastnikov, ne, ki so imeli pač zemljišča na obeh straneh in potem vladala ena velika zmeda, po čigavih navodilih naj se sploh ravnajo. Tako da na Hrvaškem, s Hrvati se niso znali recimo uskladiti glede zatiranja prelca. Ampak itak potem, ko ni bil več tako aktualen, so se preusmerili recimo na majskega hrošča in so malo vse skupaj pozabili. Jaz predlagam odmor 10:30 začnemo.